Dobro jutro, drago moje šmarje, in poletje nas vabi, da vstajamo malo bolj zgodaj. Narava se takrat prebuja in je res najlepše. In nekako je dobro, da tudi potem po kosilu si privoščimo siesto, to se pravi v tistem najbolj vročem delu, lepo spočijemo in tako blagodejno vplivamo na naše srce. Srce je po naši zahodni medicini glavni organ našega srčno-žilnega sistema. Sama tradicionalna kitajska medicina pa gleda na srce še nekoliko širše, ne samo iz tega fizičnega vidika, ampak doda tudi neki čustven in duhovni nivo. In zdi se dokaj logično, nekako mi ta čustven oziroma duhovni nivo dobesedno čutimo. Čutimo, naprimer, ko nas nekdo prizadene, ko tudi tako kar nekako rečemo, kakor da nam je zabodel nož v srce. Čutimo, ko smo veseli, čutimo neko toplino tukaj okoli srca. In ko obnemimo v čudoviti naravi ali ob neki glasbi, ki jo občudujemo, dobesedno rečemo, da nam poje tudi naše srce. In starodavni teksti opisujejo, da je srce in duša. Tukaj je center naših idej, naše intuicije, nekih miselnih procesov, čustvovanja. In srce je tisto, ki rado čuti. In bolj ko tudi delamo z tem občutenjem našega življenja, bolj se tudi naša ta srčna energija množi, je bolj pretočna in smo dobesedno nekako magnet za dobre stvari v življenju, da pritegnemo dobre ljudi, dobre odnose. In nadaljujemo še z našim praktičnim delom. In sicer jaz bi še zelo poudarila dve stvari, ki smo jih omenjali v naši jogi bolj kot nek del statičnih položajev, ki pa jih lahko lepo vpeljemo tudi v dinamiko vsakdanjega življenja in nam naj dejansko res postanejo kar del našega življenja, ker joga je znanost o življenju in je dobro, da jo kar vzamemo s sabo v življenje, ne rabimo samo jo izvajati na blazini. In sicer, to je hoja, ja, če smo zdaj, mogoče če malo navežem na naše prejšnje srečanje, lahko opravite nek sprehod kar z aktivnim centrom. Kaj pomeni točno aktivni center? Aktivacija najglobjih hrbteničnih struktur, ki se imenujejo stabilizatorji, in že ime samo pove, da stabilizirajo našo hrbtenico. Ja? Kako točno aktiviramo se? Popek, ja, prvi del je koncentracija na popek. Popek rahlo potegnem navznoter proti hrbtenici in nekje iz globine svojega trebuha dvignem celotno površino prsnega koša navzgor. S tem lepo že dvignem, ja, prsni koš od ledvenega dela in lepo razbremenim. Tisti, ki imate težave s križem, že lepo čutite, kako razbremenite ta ledvena vratenca. Naslednja pomembna faza je koncentracija stranski del prsnega koša, potegnem stranski del prsnega koša navzgor. Naslednji pomembni del je prsnica navzgor. Ja, lepo pazite, glava srednji položaj in še dolga iztegnjena glava. Aktivirate medlopatični del. Lopatice rahlo potegnete proti hrbtenici in lepo aktivirate in s tem dobite še bolj odprt prsni koš. Ja? In lahko res, to je pomembno, da to držo zavzamete, da vam postane to del življenja, lahko pa res še malo bolj izvajate to poravnavo kot del sprehoda. Ja? Naprimer, ko fajn, da res aktivirate vse in se lepo, še bolj ste pozorni na tako dolgo iztegnjeno hrbtenico med samim sprehodom. Tudi če uporabljate pohodne palice, ja, poskušate ne samo imeti naslonjenih rok na palico, ampak poskušate se nasloniti iz tega centralnega dela, kakor da iz popka ven iztegnjena hrbtenica in iz tod gor se pravi iz tega centralnega dela lepo se naslonite na palice in poskušate hoditi z aktivnim, res z tem aktivnim centrom. Fajn aktiviramo, ja, in iz trebuha se vlečemo navzven. Druga stvar, ki bi jo pa omenila, sploh če ste morda
preboleli COVID in tudi tako na splošno v življenju, je pomembno tudi dihanje v polna pljuča. Ja? To je zopet ena stvar, ki smo jo sicer izvajali statično, se pravi, fajn vdih v ta spodnji del pljuč, srednji del, zgornji del. Ja? In poskušate res tako celostno dihati, tudi na nekem svežem zraku in v čudoviti naravi. In danes, čisto na koncu, bomo naredili še eno srčno meditacijo. Kar lepo takole malo ogrejemo naše roke in tople dlani položimo na naše srce in se povežemo čisto fizično s svojim srcem in samo zaznamo fizično, ja, utrip svojega srca. In to poskušamo res se spomniti večkrat, ne pozabiti, ja, začutiti utrip svojega srca. Ali mogoče zvečer, ko se uležete v posteljo, lahko tudi tako, ko se malo umirite in začutite, ja. Zdaj bo mogoče poskušate tudi začutiti ta čustven oziroma nek duhovni nivo svojega srca. Poskušajte začutiti, kaj vam srce šepeta. Poskušajte občutiti mogoče tudi okolico, ja, poskušajte začutiti te zvoke iz narave. In samo lepo vdih in izdih. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in še grem pa malo občudovati to čudovito jutro. Vse dobro.